Čeprav med našimi obiski hiš in stanovanj po Sloveniji vidimo številne domiselne rešitve, kako iz majhnega prostora iztisniti čim več, smo bili navdušeni nad garsonjerco, kot svoje stanovanje imenuje lastnica. Del starejše hiše v Ljubljani je uredila popolnoma po svojih zamislih in okusu, pri tem pa so ji pomagali izurjeni in vešči prijatelji. Smo pri Nataši Medvedič v njenem majhnem, ampak čudovito, domiselno urejenem stanovanju. In smo radovedni, kako je to vse sama zmogla. Pa od kdaj je to? Pa kje sploh smo? Smo res v vaši rojstni hiši? Ja, res smo. To je moja rojstna hiša. Sem zelo hvaležna staršem, da sem jo polovico podedovala. In seveda potem je to stara hiša, 50 let oziroma še več. In jo je bilo treba urediti. In nekako sem prišla na idejo, da bom kar sama to naredila. Malo ste mi pripovedovali prej, se ni bilo čisto prijazno in preprosto. Vi ste pravzaprav rabili en izziv, a sem si prav zapomnila. Tako, ja. Odločila sem se za samostojno kariero, na kar je po 6 mesecih prišla diagnoza rak dojke. In seveda je bilo to res hud šok, ampak ni konec sveta, še zmeraj se lahko vam potegneš in narediš iz sebe marsikaj in še drugim pomagaš mimogrede. Jaz sem pa rekla, da moram nekaj početi in sem se odločila ravno v najhujše med kemoterapijami in res je bilo hudo, ampak zdaj, kaj jaz hočem zdaj to urediti. In sem se lotila prenove, medtem ko sem hodila tja na tele koktele. Skratka, bilo je naporno, ampak spodbujajoče istočasno. Ta prvi zaključek, ki se mi ponuja, to, da imate izjemno življenjsko energijo. Ja, brez tega ne bi šlo. In tako močno sem si to želela, da mi ni bilo nič težko. Kaj je pravzaprav sprožilo odločitev, da iz več majhnih prostorov nastane prijazno, prostorno stanovanje, prilagojeno željam lastnice? Začelo se je z ogledalom v kuhinji. So meni prijatelji poklicali, če pridem pogledate na ogledalo, ki jih obožujem, sploh ta zlata kičasta, mogoče malo za kakšnega, ampak meni so všeč. Koliko je pa cena? Pa je bila cena zelo mikavna, za nekaj tako ogledal v trgovini bi vsaj 3 evre koštal. Jaz sem ga zelo ceneje kupila in sem rekla, ok, to ogledalo bo stalo v kuhinji, kar je čisto neobičajno, ker ponavadi ljudje si nadajo tacga bogatega ogledala v kuhinjo in tako se je vse skupaj začelo. Želela sem zamenjati kuhinjo, po tleh je bil nek grozen parket, še z onih časov in potem sem že vedela, kaj to pomeni, da bomo čisto vse olupili do kosti. Res je bil velik poseg, ampak moram pohvaliti tudi svojo ekipo majstrov, da smo v enem mesecu naredili tako, da sem jaz lahko prišla domov stanovati. Spalnica je bila prej ena majčkena televizijska soba, ki si je oče to zaželel. Tam noter je bila neka mičkena kopalnica še, pa en mičken WC, pa hodnik. In to sem jaz vse podrla, vse, kar se je dalo, sem podrla in sem lepo naredila 2 stekleni kocki. Rada imam odprt prostor, to je pač stara hiša in sem naredila iz tega maksimalni izkoristek, kar se je dalo. Da je čim bolj odprto, da diha. Recimo kuhinja je bila prej ob steni. Sem rekla, ne želim več tako kuhati, da gledam v steno. Ampak hočem gledati goste, a ne? In ko se družimo, da je ta pult kuhinjski postal en tak družaben kotiček, kjer potem kar tam okrog stojimo in je lepo zabava. Če smo vajeni, da osrednji prostor združuje kuhinjo, jedilnico in prostor za posedanje, pa je pogled na spalnico vendar nevsakdanji. Nataša ima svoj pogled na to. Ne, pri meni je vse open space, zato ker je lepa spalnica, zakaj bi jo zdaj skrivala. Pa tudi zrak je drugačen, veste, če je soba zaprta, je čist drug zrak noter in meni je všeč, da je vse tako v enem. V stanovanju je videti zanimivo pohištvo, prevladujejo pa lepo ohranjeni stilni kosi. Jaz obožujem starine. Vse tele starine, ki jih imam, so od moje stare mame, ki sem imela krasno stanovanje meščansko v starem delu Zagreba v centru. In ko je oče prodal stanovanje, sem rekla, kaj bomo pa s tem pohištvom. In rekel, ja ne vem, sem rekla, čak bom jaz prišla iskat. In sem se lepo usedla v ta velik kombi in šla 2-krat v Zagreb, pripeljala to čez mejo, brez težav.
In se kaj jaz to hočem imeti pri sebi doma in to sem že od majhnega tudi sanjala, da bom jaz to imela. In tako se je tudi zgodilo. Ni pa fajn, da je vse čist staro in sem nekako zmiksala to moderno in staro in tako, da je en tak fajn, neka harmonija, no. To je bil južni balkon, se je kaj ćemo s tem balkonom, tamle imam krasno teraso, dajmo to podaljšati ven in v bistvu najdražje me je tale balkon koštal, ker je bilo veliko dela, ne. V kleti je Nataša prav tako uredila manjši prostor namenjen gostom. Ja, to je pa še ena soba, ker imam veliko prijateljev, ki pridejo iz tujine in soba za goste zmeri prav pride, da se ne motimo, imajo svojo kopalnico na isti stil kot pri meni v spalnici in se mi zdi, da so zelo zadovoljni, kadar pridejo. To, da ste zase uredili en tak lep kotiček, razumem, ampak a delate še kaj takega, ne vem, a vas kdo drug še prosi, saj za kakšen nasvet? Ja, to pa vsekakor. Poznam ogromno ljudi in me zadnje čase zmeri več sprašujejo, a bi jim jaz kaj pomagala, bi jim jaz kaj svetovala in zdaj razmišljam, da bi začela resno se s tem ukvarjati, ker se mi zdi, da imam talent in veselje, predvsem je to neizmerno veselje in rada to delam, kot interier dizajn, komplet prenova, inženiring in vse. Ste rekli na isti stil, imate kakšen ime za vaš stil? Kaj pa vem, kaj bi temu rekla? Nimam. Stil po Nataši, no. Super.